Dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Veseli december, pričakovanje in predpraznično vzdušje. Žal pa k temu sodi tudi porast poškodb s pirotehničnimi sredstvi in že se vsa decembrska čarobnost lahko razblini kakor milni mehurček. Z namenom, da bi v zadnjem mesecu tega leta bilo tovrstnih poškodb čim manj, pa bomo o tem jasno in glasno spregovorili tudi v naši oddaji. V studiu lepo pozdravljam predstojnika oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo UKC Maribor, primarja dr. Erika Vrabiča. Dober večer. Dober večer in hvala za povabilo. Morda za začetek vprašanje, ali ste se letos že srečali s poškodbami, ki so nastala kot posledica rokovanja s pirotehničnimi sredstvi? Torej, v tem času, v pričakovanju teh božično-novoletnih praznikov se še nismo srečali z temi poškodbami. Smo pa letos, v začetku leta, seveda se srečali s poškodbami iz prejšnjega leta. Vsekakor upam, da bo tega čim manj, o tem bomo še govorili. Sedaj vas pa vabim, da si ogledamo lanskoletni prispevek Mateja Korošca, ki ga je pripravil prav na temo nevarnosti, ki so lahko posledica rokovanja s pirotehničnimi sredstvi. Mariborski policisti so decembra pri 8 osebah zasegli prek 72 tisoč petard namenjenih na črni trg širom Slovenije. Večinoma je šlo za pirotehnična sredstva, katerih pri nas zaradi velike moči poka in nevarnosti sploh ni dovoljeno prodajati in uporabljati. Naj pirotehnična sredstva kupujejo v trgovinah, ki imajo za to ustrezno licenco. Zelo pomembno je to, da vsak trgovec mora dati tudi navodila za uporabo. V lanski sezoni so sicer policisti zaplenili 3-krat manj petard kot letos, zaradi posedovanja in nepravilne uporabe pa izvedli 31 prekrškovnih postopkov. Poleg 5 poškodovanih imetja ali lastnine je zaradi pirotehničnih sredstev prišlo do 3 telesnih poškodb. Na koži seveda lahko nastanejo opekline, to smo imeli primere v lanskem letu. Tako na obrazu kot na rokah. Na obrazu so potem tudi izpostavljene oči, poškodbe oči, ki so lahko tudi zelo hude in imajo trajne posledice, tudi trajno slepoto, pa bobniči so pogosto poškodovani. Sicer pa tudi letos poteka akcija Bodi zvezda, ne meči petard. Prav najstniki namreč največkrat preprodajajo petarde in se v rokovanju z njimi poškodujejo. Tisti, ki uporabljajo pirotehnične izdelke, naj imajo vselej v mislih, da je to lahko za nekoga moteče, da je stalno podana potencijalna nevarnost tako za uporabnika, kot za ostale ljudi, kot tudi za premoženje, kot tudi za živali. Uporaba petard je sicer popolnoma prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih in na javnih shodih ter prireditvah. Pirotehnika pa poleg nevarnosti tudi močno obremenjuje okolje. Takole, ogledali smo si kratek prispevek, morebiti tudi malce osvežili spomin s slikovnim materialom, pa vendarle čas je, da spregovoriva tudi nocoj, katere vrste poškodb s pirotehničnimi sredstvi so najpogostejše. Ali gre za rane, opekline, raztrganine? Ja, seveda, z sredstvi, ki imajo manj eksplozivne moči, se najprej pojavijo opekline, potem površinske poškodbe, razne odrgnine, udarnine, podplutbe se lahko pojavijo. Pri sredstvih, ki pa so močnejša, pa seveda pride potem do prekinitev kože, do raztrganin. Ne samo kože, lahko tudi globih struktur. Najbolj so na udaru seveda roke in obraz in na rokah je pod kožo se nahajajo številne pomembne strukture, od mišic, žil, živcev, tetiv in vse to je lahko poškodovano. Do tiste najbolj skrajne oblike, ko pride tudi do amputacije delov prstov, celotnih delov prstov, celotnih prstov ali pa tudi dela roke ali celotne roke. Bi lahko rekli, da so v večini primerov potrebni nujni oziroma takojšnji operativni posegi? Kakšne so vaše izkušnje? Ja, pri poškodbah, pri katerih pride do prekinitev kože, do raztrganin in zlasti do poškodb globokih struktur so seveda potrebni operativni posegi. V čim krajšem času, kot je pač to možno zagotoviti. Seveda pomembno je, da se take poškodbe oskrbijo čim prej, ampak potrebno je zagotoviti tudi optimalne pogoje. Se pravi, bolnik mora najprej priti v ustrezno ustanovo, do ustreznega specialista, mora biti sprejet,
seveda potem, ker ne gre za življenjsko ogrožajoče poškodbe, je potrebno izpolniti določene pogoje. Bolnik mora biti tešč, se pravi, če je pri tem zlasti užival še alkohol, bo potem operacija odložena za nekaj ur. Pa seveda tudi ustrezna ekipa mora biti na razpolago, ki obvlada takšne poškodbe. Seveda, ko pride poškodovanec v takšno ustanovo, kot je naša, Univerzitetni klinični center Maribor in potem na naš oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo, je na pravem mestu in tukaj je vedno na razpolago prava ekipa za oskrbo teh poškodb. Ali po operaciji tudi hospitalizacija načeloma poteka prav na vašem oddelku? Tisti poškodovanci, ki so sprejeti na naš oddelek in oskrbljeni na našem oddelku, seveda tudi potem tisto prvo obdobje, kolikor je pač potrebno, ostajajo v bolnišnici in seveda na našem oddelku. Kako dolgo pa to običajno traja? Zelo različno. Če gre za manjšo poškodbo, recimo samo raztrganino kože ali pa tudi konec koncev za amputacijo dela prstov, pa mi oblikujemo samo krn, je poškodovanec lahko odpoščen v domačo oskrbo že po oskrbi poškodbe, se pravi isti dan. Kadar pa gre za kompleksne poškodbe, ker pričakujemo tudi v kasnejšem obdobju določene zaplete, vnetja, dodatno odmiranje tkiv, krvavitve in tako naprej, takšni bolniki pa ostajajo pri nas. Predvidevam pa, da tovrstne bolnike čaka tudi precej dolga rehabilitacija. Kaj vse je potrebno? Rehabilitacija ne samo po teh poškodbah, po vseh poškodbah rok je lahko izredno dolga. In mnogokrat imamo velike probleme bolnike o tem prepričati, da bo zdravljenje potekalo dolgo, da bo rehabilitacija dolga, da bodo lahko tudi trajne posledice, vkolikor ne bo z njihove strani zadostnega sodelovanja. Tukaj so lahko rezultati zelo različni, zelo dobri ali pa tudi zelo slabi. In pri kompleksnih poškodbah rok lahko traja rehabilitacija več mesecev, tudi do pol leta. So pogoste te trajne posledice in zapleti, o katerih ste jih že omenili, v večini primerov. Kaj pomaga? Verjetno tovrstni bolniki potrebujejo tudi obiskovanje fizioterapije in podobnih terapij? Absolutno. Posledice so pogoste. Tako kot sem omenil prej, je seveda stopnja teh posledic odvisna od velikega števila faktorjev. In seveda bolnik, poškodovanec v procesu rehabilitacije potrebuje nek strokovni nadzor, neko vodenje, in to je tista fizikalna terapija. Fizioterapevtke tu upravijo veliko delo, tudi delovne terapevtke so mnogokrat vključene v obravnavo teh poškodb in ti terapevti upravijo veliko delo z svojimi nasveti, z svojim trudom. Vendar ves ta trud, naš trud, trud kirurga, trud medicinskih sester na oddelku, ki skrbijo za tisto oskrbo neposredno po poškodbi in kasneje fizioterapevtov in delovne terapeutov, je lahko zaman, če ni z nasprotne strani ustreznega sodelovanja. V ozadju tečejo tudi prekrivni posnetki za naše gledalce, ki si lahko ogledajo veliko pirotehničnih sredstev. Morebiti vprašanje, ali so po vaših izkušnjah bolj nevarne petarde ali rakete? Kakšna je razlika? Ja, nevarnejše so petarde, ker te petarde, ta sredstva imajo večjo eksplozivno moč in seveda te običajno zadržimo v rokah in potem seveda močnejše petarde povzročijo veliko škodo, veliko razdejanje v rokah. Potem tudi razni delci odletijo od teh petard in potem lahko poškodujejo tudi obraz, oči. Pri raketah je tako, da pač v trenutku, ko se aktivira, zleti v stran, lahko pa povzroči opekline, seveda. Kako pa nasplošno ocenjujete uspešnost zdravljenja poškodb, ki se zgodijo na podlagi pirotehničnih sredstev? Ja, tukaj so uspehi, bom rekel, ne preveč zveličavni, ker tukaj gre za tist udar, blast udar, se pravi, ko pride zaradi te udarne moči teh sredstev do raztrganin, do iztrganin posameznih tkiv in do razgaljenja tkiv. V prvem trenutku po poškodbi, ko je poškodba sveža, morda mnogokrat niti ne zgleda to tako strašno,
kot se že mi, ki imamo izkušnje z tega področja, zavedamo, kakšne bodo posledice. Ne. Poleg tega se tukaj v globoka tkiva zanese umazanija, delci teh eksplozivnih sredstev in to je vse potencialni žarišče za nastanek vnetja. In če pride do vnetja, kar se pogosto dogaja pri teh poškodbah, so seveda rezultati in posledice še hujše. Pa bi lahko rekli, da ima pomembno vlogo tudi čas, ki preteče od samega trenutka nezgode pa vse do vaše profesionalne oskrbe? Mislim, da v Sloveniji to ni problem. Infrastruktura je v Sloveniji toliko dobra, da poškodovanci seveda pridejo pravočasno v ustrezno ustanovo, ker jim je nudena tista nujna medicinska pomoč in so potem napoteni tudi naprej na specializirane oddelke, ker se izvrši dokončna oskrba in v teh ustanovah se dokončna oskrba izvrši v tistem času, ki je seveda najbolj ugoden. Seveda pa je tu potrebno upoštevati dodatne stvari, tisto, kar sem že prej omenil. Potrebno je počakati. To ni življenjsko ogrožajoča poškodba in če poškodovanec ni tešč, če ima v krvi povečano koncentracijo alkohola, potem je sigurno potrebno počakati zaradi narkoze, da bo seveda narkoza varna, je potrebno počakati nekaj ur, da lahko pristopimo k operaciji. Operacije pa lahko pri takšnih poškodbah trajajo tudi več ur, predno uspemo dokončno oskrbeti tako poškodbo. Ampak še vedno je vse to v okviru tistega časa, za katerega velja, da gre za primarno oskrbo poškodbe, torej za oskrbo v tistem najbolj ugodnem času. V svoji karieri pa ste se tudi sicer srečali že z mnogimi poškodbami, ki so nastale s pirotehničnimi sredstvi. Vam je kak primer iz prakse še posebej ostal v spominu in bi ga morebiti lahko podelili tudi z našimi gledalci? Ja, kar nekaj teh poškodb sem obravnaval v svojem dosedanjem delovanju na oddelku za plastično kirurgijo. In zanimivo je to, da v bistvu tiste najtežje poškodbe so pravzaprav niso iz tega božično-novoletnega časa, ampak iz nekih drugih časov, ko se prav tako uporabljajo ta pirotehnična sredstva in to so prvomajski praznik in velika noč. Takrat se mnogokrat uporabljajo te karbidovke za pokanje in pa tudi možnarje. To so pa ene naprave, eni močni kovinski valji, ki jih je potrebno napolniti z smodnikom in ne vem še s čem, z temi mešanicami, da potem izvrši eno veliko detonacijo. In prav iz teh področji imam najtežje poškodbe. Spomnim se, bože, kar enih 10, če ne 15 let nazaj, iz velikonočnega časa, fanta, ki je bil v času velikonočnih praznikov udeležen na enem takšnem izvajanju tega streljanja. Posadili so ga na velik 200-litrski sod in seveda predčasno je prišlo do detonacije. Fant je ostal brez ene noge, drugo smo mu pa z velikim trudom in z velikimi težavami rešili. Drug tak primer, ki se ga še prav dobro spomnim, je tudi otrok, mislim, da 6-7 let star, ki je v bistvu opazoval očeta najverjetneje pri polnjenju tega možnarja, pa je prišlo do detonacije in temu dečku je takrat odneslo v bistvu celotno dlan z prvimi 4 prsti. Ostal mu je samo 5. prst na eni izmed rok. To sta dve taki poškodbi, ki sta res daleč najhujši v moji karieri. Pa ste se s tema primeroma srečali tudi čez nekaj let? Ja, seveda. V oba primera sta prihajala kar nekaj časa na kontrole. Vse takšne poškodbe je potrebno slediti, zahtevajo morda tudi kakšno korekcijo kasneje. Tako da vsaj leto, dve smo nekje bili v kontaktu, sem jih videval in moram reči, da sta se oba dokaj dobro rehabilitirala. Tako da zdravljenje je nekako bilo uspešno glede pač na nastalo situacijo. Primerno poškodbi, bom rekel. Tako. Ja. Bi lahko ocenili, ali so poškodovanci pretežno moškega ali ženskega spola? Ja, tukaj zanesljivo prevladujejo moški, ne. To je, mislim, že nekje v naravi je, da se
moška populacija bolj zanima za ta strelna orožja, za eksploziva in tako naprej. Tudi, če se spomnim mojih mladostnih dni, mojega otroštva, nas so te stvari bistveno bolj zanimale kot pa dekleta, zanesljivo. Kaj pa približna okvirna starost? Ja, v večji meri prevladujejo mladostniki, ne bom rekel tam tudi adolescenti, tam od 17, 16, 17 let starosti, pa potem tam res mladostniki med 20 in 30 letom. So pa tudi moški v zrelem življenjskem obdobju bili poškodovani in tudi danes niso tako redki poškodovanci. Ampak največja skupina so ti mladostniki. Pa bi lahko rekli, da so običajno poškodovanci tudi tisti, ki prižigajo to vrstna sredstva ali opazovalci, gledalci? Na srečo v veliki večini primerov so poškodovani tisti, ki pač upravljajo z temi sredstvi. Se pa zgodi, tudi se spomnim primera, ko je bila poškodovana mlada deklica oziroma mladenka, 16-17 let stara, praznovanje tukaj na Trgu Revolucije izpred let, ko je, mislim, da ali petarda ali raketa priletela za ovratnik in je povzročila opeklino, predela ramena in nadlekti. Opeklina je bila toliko globoka, ker seveda v tem času so temperature zunaj nizke, bila je oblečena najverjetneje v bundo, to so sintetični materiali, ki zelo hitro zagorijo. Opeklina je bila globoka, potrebna je bila operacija in seveda ta deklica je danes je že žena, neverjetno, sigurno je zaznamovana za celo življenje. V poletnem času v kopalkah se te brazgotine vidijo zanesljivo. Torej obstajajo tudi primeri nedolžnih žrtev, če temu lahko tako rečemo. Tudi bom rekel. Kakšna pa je ocena števila poškodb s pirotehničnimi sredstvi pri nas v primerjavi z ostalimi evropskimi državami? Natančnih podatkov nimam, ampak jaz bi rekel, da je vsaj tukaj okrog v teh naših sosednjih državah najverjetneje primerljivo z našo državo. Morda v nekih urejenih državah, morda v skandinavskih državah, kjer pač se tudi pri nas so zakoni, kdaj se lahko ta sredstva uporabljajo, kako se uporabljajo. Ampak saj veste, pri nas so bolj zakoni zaradi tega, da jih kršimo, kot pa da jih upoštevamo. Verjetno v nekih bolj urejenih državah se ljudje bolj držijo teh zakonskih uredb. Tudi pri nas je recimo, kolikor mi je poznano, prepovedano uporabljanje eksplozivnih sredstev preko leta. Uporabljajo se lahko, mislim, da samo teden dni pred novim letom. Pa če se danes prehodite po Mariboru, boste verjetno kar nekaj teh detonacij slišali, pa še kar nekaj časa do božično-novoletnih praznikov. Pač se pri nas malo manj upoštevajo te ureditve. Jaz bi rekel, da je po občutku, nimam ustreznih z nekimi številkami podkrepljenih podatkov, ampak da je to verjetno vsaj tu v širši okolici približno enako. Kaj menite, kje pa se najpogosteje skrivajo vzroki za nastanek teh poškodb? Ob samem vžigu? Ja, najpogosteje so seveda večje vzrokov, seveda. Mnogokrat se ta sredstva uporabljajo v kombinaciji z alkoholom, kar je seveda najbolj neugodna kombinacija. Takrat so refleksi slabši, ljudje postanejo pogumnejši in seveda potem se ta sredstva zadržijo predolgo v roki in jih raznese v roki. Drugi vzrok je verjetno pri raketah ali pri teh, ko jo aktivirajo, pa ne pride do učinka v času, ki ga nekdo pričakuje in potem stopi bliže tja in pogleda, pa potem v tistem trenutku pride do detonacije. V preteklih letih je bilo kar nekaj teh poškodb tudi, ko so ljudje, zlasti ko je ta internet postajal popularen, se to je že desetletje in več nazaj, so se na internetnih straneh pojavljali razni podatki, kako izdelati streliva doma, različna eksplozivna sredstva in nekateri so to počeli. In seveda kar nekaj primerov je bilo, tudi osebno sem jih obravnaval nekaj, ko je prišlo ob izdelavi takega sredstva do detonacije. Kaj pa pravi statistika? Prej ste omenili že na začetku naše oddaje, da letos k sreči še niste obravnavali tovrstnih poškodb na vašem oddelku. Kaj pa v preteklih letih? Koliko približno? Vsako leto obravnavamo po 2-3 poškodbe.
to so poškodbe, ki prihajajo na naš oddelek. Teh poškodb je več, ampak na srečo je velika večina teh poškodb takšnih, da jih lahko dovolj dobro oskrbijo že v naši ambulanti ali pa tudi v ambulanti nujne medicinske pomoči. Tako da niti do nas ne pridejo. Na naš oddelek običajno 2-3 poškodbe, te so malo hujše poškodbe in to število je konstantno zadnjih nekaj let, morda niha malo navzgor, navzdol. In jaz mislim, moj občutek je, pa bi se lahko tudi z neko analizo natančno za številkami podkrepil, da nekaj vzrok, eden pomembnih vzrokov za to so tudi mediji, ki v zadnjih letih, ravno v teh časih, pripravljate te oddaje, kjer opozarjamo ljudi na nevarnosti in da tu so neki učinki dolgoročni, da je manj teh poškodb. Tudi mi se vsekakor trudimo ozaveščati, tako da verjamem, da naši gledalci, gledalke že lahko dobijo dovolj koristnih tehnih informacij na to temo. Zdaj pa me zanima, kaj pravzaprav svetujete v primeru, če smo tudi sami priča poškodbi s pirotehničnim sredstvom, kaj je potrebno storiti? Morda kakšno navodilo za tisto prvo pomoč laika? Glejte, če gre to za povsem povrhno poškodbo, je pač, če gre to za prasko ali udarnino. Če gre samo za udarnino, ni potrebno nič drugega kot tak del hladiti. Obstajajo danes ti hladilni geli, ki jih dobimo za hlajenje udarnin in tako. In to je potrebno čim prej položiti nekaj hladnega na ta predel. To bo zmanjšalo oteklino, zmanjšalo bolečino in zadeva bo pravzaprav urejena. Če gre za kakšno povrhno odrgnino, manjšo ranico, je seveda tudi možno, da jo oskrbimo sami. Očistiti je treba z razkožilom. Dovolj je že tudi mlačna tekoča voda in milo, bodisi tekoče milo, trdo milo, umiti in sterilno ali čisto zakrit povit. Kadar pa gre za hujše poškodbe, pa seveda je smiselno, če bo trajal transport do neke zdravniške ustanove dlje časa, da se da takšnemu kak analgetik, lahko tudi tableto, zaradi tega operacija, če bo potrebna, ne bo nič kaj dlje odložena, pa seveda tako področje čisto prekrit, ni potrebno sterilno, saj tistih prvih povojev sterilnih običajno ni pri roki, če pa so, pa seveda s tem povit, imobilizirati roko, običajno gre za poškodbe rok, imobilizirati roko in seveda poškodovanca čim prej transportirati do ustrezne ustanove. Lahko konec koncev tudi, če gre za poškodbo roke z osebnim avtomobilom. Tak poškodovanec lahko tudi v osebnem avtomobilu sedi in bo se verjetno brez velike škode lahko pripeljal do ustrezne ustanove, kjer bo pač oskrba potekala naprej. Tudi tokrat teče podloga v najinem ozadju. Govoriva seveda o poškodbah s pirotehničnimi sredstvi. Že prej ste omenili, da marsikdaj mora priti tudi do amputacij določenih delov telesa, pa vendar me zanima, kje približno se giblje številka, odstotek, v kolikih primerih je pač to potrebno. To je verjetno tista zadnja faza, predvidevam, da. To so poškodbe pri poškodbah, kjer je nek del telesa, oziroma tukaj govoriva konkretno o prstu, sicer še na mesto, ampak so vsa tkiva, vsa tista pomembna tkiva, ki so pomembna za njegovo funkcijo, toliko uničena, da tudi če bi jih nekako rekonstruirali, spravili dele skupaj, zanesljivo vemo, da ne bo dobre funkcije. Ob tem pa seveda obstaja velika verjetnost komplikacij. Takrat je smiselno tak del prsta odstraniti. Ali pa če ne uspemo narediti rekonstrukcije, potem je seveda smiselno to odstraniti. Na srečo je to majhen procent. V zadnjih letih, da bi bilo veliko takšnih poškodb, jih ni bilo. K sreči torej ne. Kakšni pa so občutki tovrstnih bolnikov, ko pride tako daleč? Verjetno potrebujejo kar nekaj časa, da se z nastalo situacijo sprijaznijo, če je to sploh mogoče. Ja, seveda. Prvi občutki so tisto občutek razočaranja. Vsak ima neko slabo vest, zakaj sem bil toliko neumen, da sem se lotil tega, in seveda potem rabijo nekaj časa, da dojamejo tudi resnost poškodbe. Mi jih seveda, ker imamo izkušnje, jim seveda že ob samem začetku poskušamo razložiti, za kako resno poškodbo gre. Nekako realno jim poskušamo
pojasniti stanje, vendar v tisti prvi fazi običajno tega ne razumejo. Niso sposobni dojeti, kar je povsem normalno. Nekdo, ki se s tem ne ukvarja, ki je laik, pač vidi samo poškodbo in v prvem trenutku, kot sem že omenil, ni nujno, da zgleda tako tragično. Mi pa, ko imamo izkušnje, pa lahko predvidimo tudi nek končni rezultat, ki seveda ni vedno takšen, kot ga mi predvidimo, ampak mnogokrat, največkrat gre po tej poti. In potem je potrebno veliko truda vsak dan znova oziroma ob vsaki priliki znova jim poudarjati, kaj pomeni poškodba, kaj pomeni za naslednjo fazo, kaj naj vsak posameznik naredi, da bo čim manj posledic. Tu kar preslišijo, ker seveda potem, ko je potrebno začeti razgibavati prste, masirati brazgotine, so to izjemno neprijetne zadeve in tudi boleče. In ker boli, seveda tega ne delajo morda toliko intenzivno, kot bi bilo potrebno. In seveda, če ni toliko intenzivno, je potem krog zaprt. Vedno manj bo gibljivo, vedno bolj bo boleče, še manj bo masira in potem gre samo navzdol zadeva. In tu moramo biti zelo vztrajni. In dosledni pri upoštevanju zdravnikovih navodil, če gledam stališča pacienta. Še enkrat pa želim poudariti, kot sem omenila že uvodoma, ste predstojnik oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo UKC Maribor. Nam ga lahko malce predstavite in poveste, s katerimi stanji se še pogosto srečujete pri svojem delu? Ja, oddelek za plastično in rekonstruktivno kirurgijo v našem kliničnem centru je bil ustanovljen leta 1955. Se pravi, čez 2 leti bo 60 let, odkar je bil ustanovljen in morda marsikdo ve, mnogi pa ne vedo, da je pravzaprav v tistem prvem obdobju ta oddelek postal poznan po celem svetu, prav po zaslugi profesorja Anžejkovičeve in po zdravljenju opeklin. Ona je namreč iznašla metodo, edinstveno metodo, takrat povsem novo metodo zdravljenja opeklin, ki je bila potem sprejeta v celotnem svetu in opekline zdravimo pravzaprav še danes po enakih principih, kot jih je postavila ona tam v 60 letih. Ta metoda je bila sprejeta zelo široko v svetu leta 1968, se pravi 13 let po ustanovitvi oddelka. No, danes je to oddelek, ki se ukvarja tako kot skozi celotno obdobje, ampak seveda razvoj gre naprej in vedno so se dodajale nove stvari, tako da se mi ukvarjamo. En velik del našega dela so poškodbe rok, o tem, kar sva govorila zdaj, to je približno 30%, skozi celo leto vse vrste poškodb rok. Potem so bolezni kože in mehkih tkiv, se pravi vsi tumori, vse spremembe, ki se nahajajo na koži, v mehkih tkivih, v podkožju, v mišicah, vse to prihaja do nas. Rekonstrukcije, se pravi, ko pride zaradi poškodb ali zaradi nekih operacij, zaradi tumorjev, do odstranitve velikih delov telesa, pa je potem potrebna rekonstrukcija, potrebno to površino zapreti, to prihaja k nam. Mikrokirurgija je eno tako precej veliko področje, pa seveda mi smo tudi opeklinski center, eden izmed 2 opeklinskih centrov v državi. Potem pa so seveda še številne druge stvari, s katerimi se ukvarja. Pravzaprav plastična kirurgija je taka, bom rekel, zelo kompleksna. Plastični kirurgi se ukvarjamo praktično s celim telesom, od glave do pete obravnavamo človeka. Pokrivate torej res zelo širok spekter in potrebujete ogromno znanja. Jaz vam želim pri vašem delu še naprej veliko uspehov in sem vam hvaležna za to, ker ste mi danes pomagali ozaveščati na temo poškodb s pirotehničnimi sredstvi. Najlepša hvala za obisk v studiu. Hvala za vaše želje in tudi za povabilo še enkrat. Srečno. Nocojšnji zdravstveni nasvet smo posvetili poškodbam s pirotehničnimi sredstvi. Predstojnik oddelka za plastično in rekonstruktivno kirurgijo UKC Maribor, primarij dr. Erik Vrabič, je z nami podelil veliko pomembnih informacij na to temo in verjamem, da boste v tem prazničnem mesecu tudi sami bolj previdni pri rokovanju s pirotehničnimi sredstvi, če se boste tega sploh lotili. V našo družbo pa vas prisrčno vabim tudi prihodnji ponedeljek, ko bomo v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor za vas spet pripravili nekaj aktualnega, poučnega in zanimivega s področja zdravstva. Ostanite zdravi in nasmejani.
Lahko noč.